Lepo pozdravljeni vsi zbrani, danes smo malo manjšem številu, ampak nič hudega. Torej, mi po dosedanjih izkušnjah vedno bolj ugotavljamo, da prekarnih poklicev kar ni konca nikakor. To je naša 5., 6. okrogla miza v letošnji sezoni, ne vem točno. Tokrat smo povabili za mikrofon turistične vodnike. Z nami so torej gospod Gregor Zupan in Diana Trnav, ki sta oba turistična vodnika z dolgoletnimi izkušnjami v poklicu, ter gospa Nika Maca Buda iz Združenja turističnih vodnikov Slovenije. Še jaz sem težave s tem mikrofonom. Torej, turistični vodnik je za mnoge sanjski poklic, ker pač potuješ, ja, tak nek romantičen prizvok ima nekako, in zato si še plačan, da potuješ, ne. Ampak zdaj me pa zanima, predvsem Diana in Gregor iz prakse, kako zares izgleda biti turistični vodnik, pa če damo najprej besedo Dami. Ja, dober večer vsem. Hvala najprej za vabilo. Ja, tako, že ta definicija, s katero smo začeli okroglo mizo, pravzaprav kaže na eno tako majhno nerazumevanje, ki ga gojimo v naši slovenski družbi že praktično zelo dolgo. To je, da nekdo, ki je turistični vodnik, potuje, ne? V resnici je pa tako, da turistični vodnik po evropskih standardih je oseba, ki je doma. Se pravi, je tista oseba, ki kot nek lokalni posameznik, ki se je naučil, ki je pridobil veliko znanja, pa ne samo tega, ki ima tudi neke določene karakterne lastnosti, predstavlja svoje kraje, torej lastno domovino, tujim obiskovalcem. Medtem ko tista oseba, ki pa potuje ven, se pa imenuje turistični spremljevalec ali pa tudi tour manager, ne. Ta oseba pa večinoma skrbi nekako, tako bom rekla, je neka podaljšana roka turistične agencije in v imenu turistične agencije potem skrbi, da potovanje, tako kot ga je turistična agencija obljublja potnikom, poteka nemoteno, se pravi, da so ljudje zadovoljni, da je v hotelih vse v redu pri namestitvah in tako naprej, ne. In pač skrbi v bistvu za ta tehnično-organizacijski vidik. No, kot rečeno, je pa pri nas zgodba malce drugačna. Ravno smo se pogovarjali, Grega ima še bistveno dalj časa izkušnje kot jaz. Pri našem tržišču slovenskem je pa prišlo do tega, da pravzaprav, ko so slovenski gostje, ki so sicer načeloma kar vedoželjni, pa radi slišijo kaj o drugih deželah, potovali ven, ne, so se večkrat srečali situacijo, ko ni bilo oseb lokalnih tam doma v tistih državah, ki bi znali govoriti slovenski jezik, ne. In to se je pokazalo velikokrat za neko tako omejitev, kajti vemo, ne, da če ti nekdo razlaga v nekem tujem jeziku, pa tudi če ga dobro govoriš, s tem, da seveda pred leti si morate predstavljati, da večina ljudi ni ravno najboljše govorila angleško, ne, in je predstavljalo to recimo težavo, ne. Da s tem prvič mogoče malce slabše dojameš neko deželo, ne, drugič pa potrebuješ seveda to osebo, ki je v vlogi spremljevalca, ki potem prevzame še dodatno breme, to je tisto, da je treba prevajati, ne, in se potem podvoji oziroma potroji delo. Tako da smo mi začeli pravzaprav na tak način delati, da ena oseba potem oboje opravlja, se pravi tako delo spremljevalca, kot delo tistega, ki pol na lokaciji razlaga, ne. Kar seveda že pomeni, da se samo stopnjujejo naloge, ki jih ena oseba dela sama in je to lahko zelo naporno, zelo, zelo obremenjujoče. Kljub temu, da se potuje, so to pač lahko delovniki, moj najdaljši osebni brez spanja je trajal 36 ur, tako da se velikokrat z zanimanjem in zabavo kdaj poslušam, ne, ko razlagajo, koliko kdo kaj dela, pa ne spi, pa tako naprej, ampak dejansko nisem imela zagotovljenega ne prenočišča, pot je bila z avtobusom po noči v Pariz, tako da prišli smo zjutraj, potem sem pa cel dan morala pač delati, ne, se pravi razlagati vse znamenitosti, skrbeti, da so gostje šli z metrojem, ki ga niso poznali, ker pač pri nas metro ne obstaja, tako da je treba res imeti ogromno enih organizacijskih sposobnosti, ob tem pa še vse znanje, vse navdušenje, ki spada zraven, zato da neko deželo pač vsaj približno primerno predstaviš, ne. In potem je bil pa problem, da se je pač ena gostja, ena potnica, imela ene določene zdravstvene težave, tako da pravzaprav do 2 zjutraj jaz nisem zagledala posle, ne. Tako da je bilo to res 36 ur brez zagotovljenega počitka, ne. Tako da tukaj mogoče, ne, bi lahko bilo eno izhodišče.
S tem, da resno, jaz se zadnje leta zelo veliko dejansko usmerjam v to, da sem doma in da opravljam tisto delo, ki ga tudi v Evropi na nek način obravnavajo kot delo turističnega vodnika, se pravi, da sem po Ljubljani, po Sloveniji in pač razlagamo naših znamenitosti tujim turistom, ki jih je pa k sreči kar precej v zadnje čase. No, Diana je lepo predstavlja ključen evropski svetovni pogled, kaj je turistični vodnik. To je zelo živ poklic, to je delo z ljudmi. Najlepša stvar pri tem je, bom rekel, takojšnja povratna informacija, ali te ljudje začutijo, ali so zadovoljni, in to je glavni razlog, zakaj smo tisti, ki to dolgoletno delamo v tem poslu. Zagotovo ni denar, da smo se s tem preživljali, nas je veliko potem iztenuje, da si imel dovolj dela, da si lahko tega živel ali ustanavljal lastne firme, še predno so bili SP-ji, pa SP in druge prekarne oblike v zdajšnjem času in tudi upravljal vsa mogoča dodatna dela zaradi tega, da je bilo dovolj kruha, ker to, da je dovolj turistov velja za Ljubljano, Postojno, še kakšno mesto, medtem kot cel kup kolegov, ki so po drugih krajih v Sloveniji pravzaprav doma z tujci, ki sem pridejo, ne morejo zaslužiti dovolj, da bi od tega preživeli. Treba je poudariti tudi, da je to zelo sezonsko delo, da je okoli prvomajskih praznikov takega in drugačnega dela tujcev, ki so tukaj, pa tistega vodenja, ki to v resnici ni, ki je delo vodi poti spremljevalcev in ostalo, ki pa ga mi znamo in tudi upravljamo veliko, večino leta pa tega ni. In potem moramo kombinirati, početi vse mogoče ostale stvari. Zdaj, če skušam naštevati dobre stvari, zagotovo je to delo, ki nikoli je enolično, ki vedno zahteva nova znanja, spremljanje dogajanja, stalno učenje in seveda biti v kontaktu, ne samo s kraji, ki jih kažeš, ampak tudi z ljudmi, ki jih ogledujejo, se pravi, si nekje v prednosti, imaš takojšnjo povratno informacijo, kako nas gledajo ljudje iz tujine. Tako da en dolgoletni turističen vodnik je že zaradi teh kontaktov, zaradi načina dela lahko in mora biti razgledan in tem stvarem slediti. V neopredeljenih oblikah poklica v državi, ki nima pojma, kaj bi s tem počela, ker o tem pišejo člene in odločajo ljudje, ki v resnici tega dela nikoli niso poskusili, je pa to bistveno drugače. In potem, ker je zadeva nedorečena, pa ta nedoročenost se vleče žal vsake nekaj let in lahko rečem, ker sem od leta 84 zraven, da se vleče že desetletja, pa ta nedorečenost povzroča to, da kadri, ki se naredijo, ki so dobri, ker ko ti prideš svež, ampak zelen iz šol, še ne moreš biti dober vodnik, rabiš ogromno kilometraže izkušenj, vsakovrstnih situacij, ki tudi, če jih kolegi prijazno posredujemo naprej, niso isto, kot če jih daš skozi na lastni koži. In ko daš vse to skozi, ko se narediš, ko si material, za katerega bi morali gostje z veseljem plačati, v taki situaciji kot Slovenija ljudje vidijo druge poklice. Končajo študije, se rešijo prekarnih oblik in pridejo do stalnih služb, pa naj bo to v ministrstvih, naj bo to v šolah, naj bo to v kabinetu zaradi mene predsednika države ali pa še kje, posod posameznike imamo, ampak takrat potem gredo. In potem imamo spet nove in je to malo začaran krog. Zaradi tega, ker takšni seveda potem tudi nižajo pogled poklica, pa čeprav jaz z veseljem pomagam številnim mladim pri tem. Ampak zadeva, da se ne znajo usesti, poslušati, konec koncev primerjati vseh sosednjih držav in se zdaj že 5. leto trudimo z zadnjim osnutkom, se pravi tistim od leta 2012, ki nastaja, pa je maknen, pa je spremenjen, pa tako naprej, ker je že itak neodgovorno. To pomeni, da zopet zadnjih 5 let ljudje, ki tuhtajo, bi šli za vodnike ali ne bi šli za vodnike, ne vedo, kakšna pravila igre jih bodo čez pol leta čakala. In seveda tisti, ki že so vodniki, prav tako ne vedo, kaj jih čaka in iščejo druge variante, tako da, če namerno ali za nesposobnost je meni čisto vseeno, ampak uradniki, ki te stvari urejajo, delajo škodo. Pa naj bo to pri neobstoječem ministru za turizem, se pravi, ker nimamo ministrstva za turizem, se pravi, imamo druge, ki to pokrivajo in
ljudeh, ki so na funkcijah najbolj odgovorni za to, pa so se vmes v času nastajanja zakona tudi zamenjali in dejansko ne bo šlo drugače, kot da bomo poimensko, kot je vprašal, kdo med njimi naredil škodo, kakšna je škoda in na kakšen način bo odgovarjal. Zdaj, če se še malček vrnemo na čisto vaše oblike zaposlitve, vi pa ste zaposlena, imate pogodbo za nedoločen čas, ste samozaposlena, kako je v tem povesti? Letos, 15. marca, sem praznovala 11 let SP-jevstva. Klap, mi. Ja. Začela sem 190 € prispevkov, zdaj so že skoraj 350, ne. Višanje honorarjev poteka seveda obratno sorazmerno, ne. Tako da nekako tendenca je, da se sploh ne zvišujejo honorarje, ne. Mene žalosti, da je to večinoma strani v bistvu slovenskih delodajalcev ali pa sodelavcev, ne. Medtem ko recimo, če pa delaš s tujimi, so pa, mislim, razumevajoči, vejo, da tako delo, ki ga mi upravljamo, ima neko vrednost in lahko postavljaš tudi cene, ki so recimo primerljive tistim, ne vem, v Italiji ali pa v Avstriji ali kakorkoli, ne, seveda vedno upoštevajoč dejstvo, da smo le Slovenija, da je to Ljubljana, da pač na kakšen način se tukaj živi, koliko je dovolj za preživetje, ne, ampak ja, moje izkušnje so žal take, da pač je bistveno boljše sodelovati s tujci, kot pa z lastnimi turističnimi sodelavci, ne, s turističnim gospodarstvom v Sloveniji, tako da žal, ne, zato ker seveda bi bila želja ravno nasprotna, ne, da bi bilo bistveno lažje z našimi sodelovati in da bi več razumevanja bilo z druge strani, ne. Vedno znova so izgovori, da pač ni denarja, da je to drago, da koliko to pride stat, ne. Potem se pa tako dogaja, da turisti itak porabljajo denar za vse mogoče zadeve, ne, za take, kjer pa res mislim, pomagaš človeku, da vsaj približno normalno živi, pa se potem nekako to reže, ne. Tako da ja, 11 let. Moje vodenje je od 14. oktobra 1984, ker takrat ni obstajal SPO, sem s kolegi ustanovil podjetje. Poznaje menjavo službe v različnih agencijah, trenutno sem prijavljen kot nezaposlen na Zavodu za zaposlovanje. V naslednjem tednu podpišem pogodbo za novo zaposlitev, ki bo v turizmu, ampak tudi v agenciji, ravno zato, ker praktično samo od vodenja je pač težko živeti. Zdaj, če rečemo, kakšne so tarife, kakšno je delo in podobno, cena enega vodnika na eni poti po tujini ni niti v rangu enega kozarca poštenega piva. Če ostanemo pri kakšnih bolj alkoholnih zadevah, je pa v rangu koščka pice. In Ljubljana ima podobne razmere in pač naše gospodarstvo to delo, ne vsi, seveda, tukaj nikakor ne smemo vseh metati v isti koš, ampak problem je, da tudi tisti, ki to delo cenijo, poznajo, se znajdejo v kotu konkurence, ki ga ne. In če tisti, ki imajo največ garjen v rokah, nimajo tega poguma, da bi rekli, da je to nekaj kvalitetnega, da bi primerjali to, kot sem prej rekel, s katerim koli od naših sosedov, potem je to tako. Je pa veliko agentov, ki delajo vsebinske programe, posebne programe, ki se presneto zavedajo, da tisti del kadra, ki največ časa prebije z gosti, je vodnik. Pa ne samo največ, ampak tudi tistega ravno najbolj kvalitetnega, najbolj vsebinskega. Jaz nikakor nočem nič dajati hotelskih delavcev in vsega, ampak velika večina hotelov je pač hotelov kjerkoli. Tisto, kar je posebnost neke dežele, so njene posebne lastnosti in tiste predstavlja človek, ki je takrat stigel. Če se še malo dotaknemo tega, da je pač poklic turističnega vodnika izrazito sezonsko delo in da ste vsi po večini samozaposleni in tako dalje. Kako potem izgleda to, ne vem, mislim, ko v določenih mestih je prihodek, v naslednjih ga ni, kaj se zgodi, če v tistih mestih, ko je sezona, če kdo zboli, karkoli, kako vam uspe preživeti na tak način? Ja, zanimivo vprašanje, ne. Ja, končno sem zbrala pogum, da bom še malo prispevala k naravnemu prirastu Slovenije, ne, po 11 letih. Tako da se lahko predstavljate, da ni bilo glih enostavno, ne.
ampak dejansko je tako, mislim, resnično, recimo lahko povem konkretno za konec leta 2016, pa potem zdaj začetek leta 2017, decembra, jaz nisem mogla dočakati Silvestrovega do polnoči, ker sem mislila, da bom res dušo spustila, ker smo toliko delali, ampak res vsak dan, ne. Mogoče kdo pozna, pač jaz delam veliko z italijanskimi gosti, ki so zelo hvaležni, res jih moram pohvaliti, večinoma najemajo vodnike in so tudi zadovoljni, pač, ne, če lahko najamejo vodnika, če si potem tudi dober, še toliko bolj, ne. Ampak to pomeni, da smo res cel mesec, no. Praktično se začne že s prvo adventno, ne, o kateri je bilo toliko debate, češ, da se začenja že prezgodaj in da je že november in da mi imamo že lučke. Ja, saj razumem, da po eni strani ta konzumizem ali pa na nek način spodbujanje potrošnje lahko v očeh koga rahlo naporen, ne, ampak za tiste, ki pa živimo od tega dela, ki takrat lahko zaslužimo, je pa izjemnega pomena, ne, da imamo mi še en vikend več dela, ne. In res, od konca novembra praktično do 1. januarja 2017, no, jaz sem res ogromno delala, ne, kar pomeni, da sem si takrat nabrala lahko zalogo za hibernacijo naslednje 2 meseca popoln, ne. Se pravi, januar, februar, pa do 15. marca ni bilo dela, nič, kar se tiče turističnega vodenja, ne. Zato je treba zelo presneto dobro zastaviti vse, ne, v finančnem smislu, kakšen honorar si postaviti in tako naprej. Ni to, da si zdaj ti nek, ne vem, požrešneš in ne vem, kaj hočeš, ampak preprosto, če si s finančno konstrukcijo izdelaš načrt, kako lahko potem preživiš, ker vemo, da prispevke pa je treba kljub vsemu plačevati, ne. In tukaj bi mogoče res nakazala to vaše prizadevanje o tem, da bi pač sorazmerno se plačevalo prispevke, glede na to, koliko zaslužiš v posameznem mesecu, ne. Ker dejansko kar usahne, ne, tisto, kar si pač s tako muko zaslužil v tistem mesecu dni, ne, potem januar, februar, vemo, ne, je koliko, 700 evrov, pa še 15. marec, več kot 1000 evrov stroškov, ne, na katero ti računati samo za SP, ne, da niti ne omenjamo pač vseh ostalih stroškov, ki so še zraven za normalno življenje. No, potem se je pa zdaj začelo, k sreči potrkam na les, letos je izjemno dobra sezona, kar se tiče italijanskih gostov, recimo, veliko smo pridobili zato, ker smo varna destinacija, se vse premalo zavedamo tega, res. Tako da veliko šol prihaja k nam, zato ker se starši enostavno bojijo poslati mulce, ne vem, Pariz, Berlin, Amsterdam in tako naprej. Strah jih je in na ta račun je kar precej pridobila Ljubljana. Seveda posledično pa to pomeni, da nekako tam od 15. marca sem res na visokih obratih, no, tako dejansko praktično skoraj vsak dan, no, tudi danes zjutraj sem imela vodenje, včeraj sem vodila, jutri vodim, pol pojutrišnjem sem fraj, pol grem na pot s slovensko skupino, še tako eno tako 6-dnevno turo v Italijo. Skratka, res, ne, zelo veliko, naporno je, ne, zdržati ta tempo ni enostavno, ne, ampak če želiš pa potem preživeti, ko bo je manj, ne, je treba tako, ni druge. To je, ne, to pomeni sezonskost, ne, da dejansko imaš ti obdobja, ko res nič, ne obstaja nič drugega skoraj, no, še težko si potem urediš čas tudi za zasebno življenje, ne vem, za družino, za kakorkoli, ne, za tiste, ki te tudi sicer rabijo, ne. Jaz vedno rečem, ja, no, pol imam pa januar pa februar, ko sem pa samo vaša, ne, kaj, pa imam čas pač za domača opravila, pa za vse tisto, ne, tako da si moraš na nek način življenje tako prilagoditi, ne. Škoda, da se upada takrat, ko je lepa sezona, ne, da tudi mi delamo, tako da pač, ko drugi pričakujejo, da bi šli kam na izlet, ne, ne morem, sorry, vikend delam, tako, ne. Kratka, ja, je treba kar zelo razmišljati o tem, no, tisti, ki se mislite odločiti za to delo, ne, da kar potegne za sabo cel kup enih stvari, ki mogoče se jih ne zavedaš. Večino stvari je naštela, dejstvo je, da pri tem vodniškem delu pomeni, da se mi ukvarjamo z gosti največ takrat, ko imajo oni prost čas, ko imajo oni praznike. To pomeni, da jih mi nimamo, da si moraš ta del prerazporediti. Za druščino, za prijatelje, za družino to pomeni, da ti za vikende in podobne stvari ni. Tisto praznik naj bude ti delovni dan pri nas velja v tistem obratnem pomenu, kot je bilo mišljeno, mi res takrat delamo. To je treba vzeti v zakup.
Zdaj je pa zelo različno. Jaz sem imel srečo, da je bilo moje vodniško delo v glavnem v Ljubljani, da sem ga lahko kombiniral z različnimi vodenji, spremljanji v smučarske kraje, z obiski strokovnih sejmov in podobnimi rečmi, kar pomeni, da sem si sezono raztegnil čez celo leto, ampak moral seveda delati zelo raznolika dela. Voditi v več različnih jezikih in podobno in s tem imel delo, da sem spodobno živel od vodenja, pa to pomenilo 150 in več dni na leto vodenja. To niso 8-urni delovniki, ampak v povprečju nekako dvakratnik tega. In seveda, dokler ta tempo zdržiš, je zanimivo, s neverjetno hitrostjo, pridobivaš znanje in izkušnje, ampak potem, ko na koncu rečeš, wow, kam so pa ta leta šla v privatnem življenju, je pa zadeva bistveno težja. Zame zdaj vodenje ni več ključni vir preživljanja, ampak je priprava potovanj, v katerega lahko ugradim vse te izkušnje iz terena. In zelo velik del kolegov pravzaprav išče te variante ravno zato, ker je v Sloveniji, pa ne samo zaradi velikosti trga, ampak predvsem zaradi odnašanja na tem trgu tako, zato ker imamo malo pomešane pojme, kaj je trg kot tak pri selekciji za boljšo kvaliteto in prihajamo po čisti darvinizem, to bo bolj grob, to bo preživel v tistem slabem pomenu besede, kdo bo koga požaril. Vem, da je grob izraz, ampak živ. Hvala. Nekaj vprašanje za vas kot predstavnico stanovske organizacije. Kakšen je pravzaprav pravno-formalni statut turističnih vodnikov v Sloveniji? Z vidika zakonodaje tudi pravno-formalno. Ja, ravno kar smo imeli pravzaprav predloge, smo dali predlog do 20. januarja, na zakon spodbujanja turizma, torej 1, ki se zdaj na novo sprejema. Tako da pravno-formalni zdaj po trenutnem zakonu bi rekli, da je že pravzaprav neaktualen. Namreč večinoma, tudi sam zakon je bolj usmerjen na to, kar smo zdaj veliko govorili na outgoing, in ne na receptivni turizem. Ravno v zadnjih letih se turizem zelo spreminja in se spreminja v tem smislu, da postaja zelo prepoznaven v Sloveniji. Hkrati mi imamo strategije, tudi zdaj Slovenija dela na novo strategijo turizma, zelo opozarja na kakovost, izpostavlja tudi vključevanje lokalnega prebivalstva in lokalni prebivalec v tem smislu, turistični delavec, tako kot mi vodniki, smo pravzaprav zelo ključnega pomena z vidika kakovosti, ker je od nas na konec tudi odvisno, kakšno pričakovanje gosta. Pričakovanja gosta so seveda različna in glede na to, da tudi Slovenija zelo dela veliko na digitalizaciji, na reklamiranju, na promociji, bodo pričakovanja gostov tudi zelo velika. Zdaj pa, z tega vidika, ko pa pravzaprav predlog zakona v trenutni situaciji želi deregulirati naš poklic. To pomeni, da ne bodo nikakršni pogoji več bili, zato da bi upravljali, oziroma kdorkoli se bo lahko ukvarjal s tem poklicem ali za dejavnostjo vodenja. Že zdaj je problem po veljavnem zakonu, da naprimer za nas morajo obstajati izobrazba, izpit za tiste, ki živimo v Sloveniji. Torej, mi zakonsko smo nekako opredeljeni, medtem ko se začne potovanje v tujini neke tuje skupine in ko pride v Slovenijo, zanj ne veljajo te predpostavke. To pomeni, da že zdaj z tega vidika nismo nekako enakovredni, s tujimi gosti. Zdaj, predlog zakona pa želi to rešiti na tak način, da bodo še nas dokončno deregulirali. Zdaj, ta deregulacija, bi jaz zelo poudarila, je treba, dejansko mi smo padli v projekt P10, čisto vladni projekt Ministrstva za gospodarstvo, in sicer to pomeni prenova reguliranih poklicev z leta 2010. Moram izpostaviti, da mi smo na zadnjih 2 okroglih mizah, kjer mi smo vsi člani tudi Združenja turističnih vodnikov Slovenije, smo sodelovali pri okroglih mizah predvsem o problematiki vodenja in je bilo z vidika predstavnikov vlade zagotovljeno, da naš poklic bo reguliran in to še leta 2016 na zadnji okrogli mizi Alpe Adria. Medtem ko zdaj ravno v decembru, tik pred zdajci, smo dobili vrat na nos informacijo, da gremo v totalno deregulacijo.
Seveda mi smo dali predlog, naš predlog si ga lahko ogledate tudi na naši spletni strani v novinarskem kotičku. Predvsem pa izhajamo iz vidika kakovosti. Za kakovost je potrebna izobrazba, za kakovost je potreben tudi nadzor. Sprašujemo se, kako bo država dejansko omogočala nadziranje, neke vrste v bistvu nadziranje dela našega, kdo lahko dela pod kakšnimi pogoji, konec koncev dopušča, da bodo tuji vodniki brez znanja slovenskega jezika prišli do informacij, namreč to se pozablja. Mislim, da gre za nerazumevanje z vidika tistih, ki predlagajo zakon, kaj je sploh vodnik po standardih Evropske unije, namreč mi smo interpreti kulturne, naravne, nesnovne dediščine. In s to kulturno, naravno, nesnovno dediščino, ki je tudi zelo pomembna pri razvoju, vključevanju, pri razvoju trajnostnega turizma v Sloveniji kot perspektiva, v strategiji turizma ne more kar kdorkoli upravljati z njo, ker to pomeni ohranjanje tako narave, kulture naše, tudi našega jezika. In to je eden izmed naših predpostavk, da iz tega vidika je, kot tudi standard navaja Evropske unije, vodnik poklica lahko v javnem interesu in to je razlog za regulacijo. S tem, da še tukaj bi podarila, vse sosednje države imajo reguliran poklic vodnika. Ne vemo, zakaj, verjetno zaradi zgodovine našega dela ali pa ker ni turizem bil tako zelo razvit v Sloveniji, se v bistvu tega vodenja ne zavedamo, kakšen odgovoren poklic je. Dejansko vodniki smo res tudi del krožnega gospodarstva, tukaj je tudi zelo pomemben ekonomski vodik. Ne vem, če bo nekdo iz Kitajske prvič v Sloveniji prišel in da bo dejansko povedal, pogledajte, tukaj so pa domači izdelki, bo razložil o tem in dejansko bo skupina potem kupila lahko pol trgovine. To je zelo pomembno, namreč zavedajmo se, da vodnik je podaljšana roka promocije Slovenije. Zdaj, komu bo Slovenija dala to možnost, torej vsem, tukaj ne gre samo za to Slovenci ali pa tuji vodniki, gre za to, da pravzaprav kdorkoli, če to ne bo nekako regulirano, mi smatramo, da nekako mora biti zakonske predpostavke za to, bo lahko upravljal danes na jutri kdorkoli. In to resno ni dejansko usklajeno s strategijo turizma nasploh. S tem, da mogoče še recimo predlagatelji, to je treba poudariti, mislim, da velikokrat posplošujejo ravno iz nevednosti in neznanja našega poklica, nerazumevanja našega poklica. Namreč zelo velikokrat se ravno ta kakovost primerja s tem, oziroma oni izhajajo iz tega vidika, da za kakovost bodo poskrbile agencije. Ker agencije so odgovorne, da pošljejo vodnika na pot in oni mu bodo dali navodila, oni ga bodo izobraževali. To gre za osnovni problem, namreč nerazumevanje ključnih deležnikov v celotni zadevi. Agencija je odgovorna za spremljevalca, vodjo poti. Po standardih vodnik slovenski, torej z znanjem, z izpitom slovenskim, torej za licenco slovensko, ko pristopi mejo, je v prvi fazi spremljevalec. Če ima dovoljenja, in če nekako upošteva svete zakonodajo in pravila igre druge države, lahko vodi, če ne more voditi. In z tega vidika, naprimer, tudi to je eno nerazumevanje, z drugega vidika deregulacija, posploševanje, naprimer, oni so navedli Grčijo kot primerjalno, da je nedavno deregulirala poklic kot zelo pomembna turistična destinacija. Mi smo to Diana je vstopila v stik konkretno in smo ugotovili, da temu absolutno ni tako. Nedavno smo dobili pa pravzaprav iz Zveze turističnih vodnikov Češke tudi odgovor, da deregulacijo imajo oni 2008. leta. Torej, kaj so brezplačna vodenja, še ne vemo točno, kako se opredeliti do njih, ampak tam so se potrudila in večinoma se tudi z vodenjem ukvarjajo predstavniki tretjih dežel, torej Rusija, Izrael, Kitajska. Ključnega pomena je, da sploh pri vodenju, naj vodi domači vodnik. To je tisto, kar je v bistvu tudi bistvo in to izkušnjo tudi nekje turist ali pa skupina tuja, ki želi naročiti to storitev, pričakuje. Kakšni pa so vaši predlogi, oziroma to vprašanje bi postavili vsem trem, predlogi oziroma usmeritve glede ureditve trenutne situacije turističnega vodnika?
Ja, tako mogoče bi samo še dodala, Nika verjetno si želela povedati, da turistični vodnik pa je v bistvu v prvi vrsti odgovoren destinaciji, ne? To, pač spremljevalec je tisti, ki odgovarja turistični agenciji, da poteka potovanje nemoteno in da je vse tako, kot je obljublja turistična agencija, medtem ko turističnega vodnika naj bi tudi izobrazila destinacija, ne? Se pravi, za primer damo, da v Sloveniji velja trenutno, ne, da se lahko tudi posamezne občine odločajo in razpišejo recimo tečaje za to, da postaneš vodnik. Ko naprimer obstaja neka, jaz vam prinesla pokazati, ne, sicer verjetno že poznate, ampak obstaja nacionalni, ne, izpit, ki nekako velja potem za celo območje Slovenije, lahko se pa posamezne občine, tako kot je naprimer v primeru Ljubljane, odločijo narediti tečaj. Ampak izobrazite destinacija, ne. Torej destinaciji bi moralo biti v interesu, kdo to delo upravlja in da ga seveda upravlja dobro, ne, ker pač v prvi vrsti ta oseba promovira destinacijo in nekako stimulira turiste, da pač porabijo čim več, da morda tudi, če so samo tako, prej sem omenjala naprimer te italijanske šole, veliko teh šol se letos odloča, da grejo v Budimpešto, ne, in ker jim je priročno, da pač po avtocesti je to pot predolga, ne, obratno so razmerili Slovenci, ne, kam pač mi potujemo lahko tudi 26 ur, tako da oni se pač vmes ustavijo, ne, prispijo v Ljubljani in se potem spotoma odločijo, vendarle ali ne, dajmo iti še na ogled Ljubljane. In to je odlična priložnost, ne, kjer lahko nekdo, ki je od tukaj, ki je ustrezno izobražen seveda, ne, takim ljudem približa destinacijo. Oni res da grejo na Madžarsko, res da grejo v Budimpešto, ampak v tistih 2 urcah, ko pa spoznajo Ljubljano, ne, imaš pa ti vso možnost, da jih dejansko navdušiš tudi za ostale predele Slovenije, ne. Tako da je ena taka, kako bi rekla, ena taka dolgoročna pozitivna stvar to, da je nekdo od tukaj, ne, ker moramo res biti realni, no, se mi zdi, da nekdo, ki je doma iz nekega kraja, vendarle malo bolj čuti s tistim krajem, ga ima mogoče malo raje, ne vem, se bo verjetno malo bolj potrudil, ne, da bo te ljudi še dodatno navdušil, ne, tako in pri Ljubljani imamo super primer, ker se lahko že tukaj samo s prehodom po mestnem trgu, kjer je zelo veliko tudi teh trgovinic, ki ponujajo razne izdelke tudi iz drugih koncev Slovenije, lahko že spromoviraš, recimo, ne vem, lahko govoriš o idrijski čipki in o Idriji, ki je upisana na UNESCO seznam in da je tudi to vredno si pogledati, da hvala sicer, ker ste prišli v Ljubljano, ampak je še zelo veliko za videti, ne. Zdaj tako, generalno gledano, jaz bom govorila recimo prav iz mojega osebnega vidika to pot, ne, kar se tiče ureditve. Zdaj, menim, da če se bi odločila država za regulacijo, ne, se pravi, da se naj ohranijo neki izpiti, neka preverjanja, potem mora biti ta regulacija narejena pravilno, se pravi, morajo obstajati pravila tudi za tiste, ki pridejo od zunaj k nam in morajo obstajati enaka pravila za njih. Ne more biti potem, recimo, nekdo, ki živi v Sloveniji, se ni nujno, da je Slovenec, lahko je pač tudi od tukaj, pa je naredil izpit, mislim, živi samo v Sloveniji, ne, in opravlja delo tu in živi tu. Skratka, mora biti izenačeno, ne, torej morajo veljati enaki pogoji. To pomeni konkretno, ne, za državo malce več napora in več dela, kar načeloma mislim, da naši državi ni preveč pogodu. Druga opcija, ne, to je pa ta popolna deregulacija, je pa to, za kar so se trenutno, mislim, da na nek način zelo ogreli naši politiki. Osebno menim, da kljub temu, da sem recimo precej pristaš neke liberalnosti, neke dajmo pač možnost, ne, se vsi lahko, mislim, da ne vem, če smo zreli že kot gospodarstvo, kot država, za to, da se lahko gremo nekaj takega, ne. Recimo, zadnjič sem brala članek o tem, kako na Finskem, na primer, nimajo domačih nalog, ne. Dam konkretni primer, se pravi, na Finskem nimajo domačih nalog, nimajo ocen v šoli, ne. Ampak, ko bodo otroci prišli domov, sem prepričana, da bodo delali vaje, ne. In bojo starši kaj povedali, ker pač tako in tako je, ne, v šoli se je treba tudi kaj naučiti in otrok bo kljub temu nekaj delal, ne. V Sloveniji, če pač ni treba delati domačih nalog, mislim, da ne bo noben delal, ne, ker pač ni potrebno, ne. To mislim, da je ta temeljna razlika in to se tudi pri vodniškem poklicu vidi, ne. Jaz vem, da se bom osebno, tudi če sem že toliko let vodnica, vedno znova odločila še za dodatno izobraževanje, ker vidim v tem, da grem na izobraževanje svojo lastno osebno korist, ki meni širi obzorja in s katerim jaz pridobivam. Se pa sprašujem,
ali generacije, ki prihajajo za nami, razmišljajo enako. Ne vem, jaz imam bolj mnenje, da ne preveč, no. Jaz imam mnenje, da si bolj iščejo neko lažjo pot, ne. Čim po lažji poti začeti, ne me obremenjevati, joj, kaj še dodatno to, pa kaj bom to zdaj neki plačeval, neke izpite in tako naprej, ne. Ne vidijo torej tistega, kar bi v osnovi morali videti, ne. Se pravi, da ti izpiti neko znanje nikoli ne more škoditi, ne. Ampak da ti kvečemo s tem si ti pridobivaš dodano vrednost, ne, ki jo potem lahko na trgu tudi prodaš v končni fazi, ne. Mislim, da bi se morala potem zgoditi neka prav sprememba v družbi kot taki, ne, v zavedanju posameznikov. Tako da, sama sem se malce potolažila, pa moram reči, da pač kakorkoli se bo država odločila, vem, da jaz to delo bom vedno upravljala s srcem in da ga bom vedno upravljala na najvišji možni ravni in da je to edini način, kako lahko pač prideš skozi in da bom vedno znova šla na izobraževanje, tudi če ne bodo obvezna, ne, ker bo to zame dobro, ne. Tako da zdaj pa kako bo pa država v tem pogledu ravnala, ne vem, bomo videli, ne, kaj se nam obeta, iskreno povedano, ne vem, nimam glih najboljših občutkov, ampak prav. Jana je predstavila ta osebni vidik. Jaz si tudi upam reči, da uveljavljeni vodniki, ki imajo zdaj delo bistveno drugačne situacije, za te posameznike tudi naprej ne bodo imeli. Gre za to, kakšen prostor ustvarjamo za naslednje. Če se pogovarjamo o tem, kakšne želje, kakšne napotke bi morali dati, bi pa bilo seveda smiselno, da kdorkoli, kakršnekoli predpise sprejema v državi, se postavi, da reče, delam tisto, kar verjamem, da je najboljše za državo in vse ostali, ki zraven sodimo. Tu ne gre za neko osko cehovsko zadevo, da bo pač nekaj 100 ali pa v tem primeru 1500 in več registriranih vodnikov zaslužil več ali manj, ampak da je tisto, kar bo državi ostalo več. Če govorimo o trajnostnem razvoju, potem to niso milijarde turistov in podobno, ampak je trajnostni razvoj, se pravi, je kvalitetni turizem, je butični turizem. Par dni nazaj se je govorilo na ICOMOS sestanku, naprimer, o kulturnem turizmu, o UNESCO-vih spomenikih in podobno. Govorili so o kvaliteti, govorili so o znanju, govorili so o vsebini. Če govorimo o krasnem naravnem okolju, ki ga ima Slovenija, ga spet morajo predstavljati ljudje, ki v tem imajo znanje. Če govorimo o sožitju z lokalnim prebivalstvom, ki je pomembno, mora biti turizem takšen, da ne preobremenjuje tega okolja, ampak da ga pomaga ohranjati, da pripelje sem turiste, ki to znajo ali se pa tukaj naučijo ceniti. Se pravi, ponavljam, država mora sprejemati take predpise, ki bodo za državo in njene prebivalce pomenili dobro. Ne nekih floskul, ko nam enkrat delajo primerjave z državami, ki niso primerljive, drugič nam dajo lažne primerjave, kot je z Grčijo, tretjič rečejo, da obstaja direktiva, ki zahteva deregulacijo, v resnici pa ta direktiva zahteva samo, da se država opredeli. Se pravi, ena zadeva je, jaz se jasno in glasno zavzemam za regulacijo. Ampak tisto, kar je, najprej se pa treba zavzemati za poštenost. Stvari, ki sem jih naštel, naj nam torej tisti, ki jih za to plačujemo, povedo jasno in pošteno, povedo svoja stališča in zanje potem prevzamejo tudi odgovornost. Ko govorim za državljane, je pa potem, seveda, če bomo mi kvalitetno vodili tujce tukaj, bodo prišli, bodo cenili državo, bo ta enkrat razpoznavna, ko imamo to problem. Če se že tukaj že vnaprej povemo, kakršnikoli razpoznavnosti, kakršnikoli ambicioznosti, da bi se sami postavili zase, to največ pove o nas samih. Ampak ne vseh. Jaz se upam reči, da tisti, ki smo ves čas tujci, večino svojega dela zagotovo smo neki predstavniki, neki ambasadori Slovenije, kot celotne destinacije, ne samo posamičnih krajev. Bi si želel, da tukaj potem ne bi šli na preveč lokalizmov, da bi znali z nekaj širine povezati, da tudi ne bi šli potem v drugo skrajnost, da bi za vsako občino rabo novo licenco, ampak da bi šlo za predstavljanje. In primeri dobrih praks so. Ljubljanski tečaji so zahtevni, više zahteve so kot za državno licenco, naprimer, ampak potem je to tudi ena kvaliteta, ki jo v turističnem gospodarstvu poznamo. In ko najamaš nekega vodnika in veš, da ima to licenco, je to že neka informacija. Ravno tako
tujci, ki znajo uporabljati medije ali pa konec koncev znajo vprašati, se dobivamo z njimi na borzah v Berlinu, Angliji in podobno in potem vprašajo, kakšni so pri nas predpisi. Ampak ta zmešnjava, da toliko let traja sprejemanje posamečnega predpisa, potem onemogoča vse tiste, ki bi radi lansirali kvalitetne, nišne proizvode, pa enostavno ne veš, po kakšnih pravilih igre to narediti. Ja, ravno ta vidik, ja, po eni strani ne, reguliran poklic to pomeni, da so pravila igre, izobraževanje, licencirane registri v pristojnosti države, ne, torej v tem primeru pristojnosti vlade, Ministrstva za gospodarstvo, ki je pristojno tudi za turizem. Zanimivo nam je, ne, kje bi jaz dejansko tudi, kje bi mi v združenju, ne, naredili še malo več za ozaveščanje. Zakaj predlagatelj zakona navaja zgolj razloge, ravno to, kar se je omenilo, liberalna politika, torej predvsem direktive, ki niso uredbe, ampak so samo direktive, ki se pač realizirajo glede na cilje same države in če so cilji države butičnost, kakovost, tudi v turizmu, turizem perspektivna gospodarska panoga, zakaj dejansko drvimo za temi direktivami, ki so že konec konca stare tudi že 10 let. Ne? Po drugi strani poudarjamo, obstajajo standardi Evropske unije, to so standardi, ki torej definirajo terminologijo točno, kaj je spremljevalec, kaj je vodnik, vsebino tega dela, hkrati tudi izobraževanje. No in tukaj, ko se navežem na Gregorja, ravno izobraževanje nekako poenotiti, pocelotiti oziroma poenostaviti, po eni strani namreč zdaj po veljavnem zakonu. Ne? Mi imamo samo en reguliran dejansko državni izpit, ki je v pristojnosti vlade oziroma v izvajanju Gospodarske zbornice Slovenije. Medtem, ko imamo lahko 212 po odlokih občin raznih izpitov, ne, glede na odločitve občine, območja turističnega občine, ampak moramo poudariti, ne, da ljubljanski izpit je zelo dober, no, tako da z tega vidika. No in ravno izobraževanje, no, ko sem omenila evropski standard iz 2008 leta, za katerega se je namreč tudi država, torej vlada zavezala, da ga bo implementirala, ravno govori, kako to zadevo rešiti, ne. Da izobraževanje se lahko poenoti, s 60% določene snovi velja za celo Slovenijo, 40% so specializacije. Ne bomo specializirali po občinah, lahko specializiramo konec koncev, kot zdaj Slovenska turistična organizacija po 4, ne vem, regijah. Regije so na novo izpostavljene, Panonska, Mediteranska, Alpska, osrednja Slovenija in pravzaprav z implementacijo standarda bi takoj rešili že problem izobraževanja in enega registra konec koncev. Ne? Drugo je pa z vidika ravno tudi tega. Ne? Zdaj, eno je pač predpostavke zakonsko, drugo pa kdo to seveda upravlja. Ne? Zdaj mi imamo tudi družbo socialno razdeljeno. No? Smo vodniki, ki smo SPI, smo vodniki, tudi jaz sem zaposlena v družinskem podjetju, torej v DOO-ju, smo vodniki turistične agencije, ne, in konec koncev tudi zelo pogrešamo eno vsebino, tisto, kar je prej bilo pod osebnim dopolnilnim delom. Dejansko z vodenjem se lahko začneš ukvarjati na začetku kariere, ne moreš kar naenkrat organizirati sebi SP, ker je zelo veliko stroškov, ne. Poleg tega, mislim, da tukaj bi bilo potrebno biti fleksibilna in to tudi smo v združenju z tega vidišča krovna organizacija, ne, ker pravzaprav združujemo tako spremljevalce, vodnike, lokalne vodnike, ne, tudi tiste, ki se dejansko ukvarjajo mogoče kot upokojenci. Konec koncev lahko je tudi nekdo iz FOH-a, arhitekt, naprimer, zakaj on ne bi moral kdaj peljati po Ljubljani arhitekture, vendar ne zgolj na osnovi avtorskih podjemnih pogodb. Tukaj je bilo potrebno neko bolj fleksibilno možnost registracije in tudi potem morda plačevanja pavšalnih prispevkov. Zakaj, če ti 3 meseca nimaš nekega dela, da bi mogoče rekel, nič se bom pač objavil. Mislim, da so tudi dobre prakse sosednjih držav, s katerimi se lahko recimo pomagamo. Še nekaj, ne, ravno ta vidik osebnega dopolnilnega dela, ko so ga ukinili, je konkretno so nam rekli na eni okrogli mizi, ki je organizirala Turistika v Portorožu, lokalni vodniki, ne, pa vemo, da je primorska občina bogata, ne, ima veliko turistov, da dejansko po zimi so in nasplošno, ne, ko morajo imeti ESP, vrženi nekako na črn trg, ne, torej delajo na črno. In tukaj imamo takoj problem
ne samo teh vodnikov, tudi zaradi tega, ker je to pa tisto bistveno, ne? Kako bi mi dosegli nek fleksibilni sistem nadzora, tudi ne pomeni policijski nadzor, ne? Ampak nadzor, recimo, si SP, si registriran, si izdal račun, toliko je reklame vložene energije, ne, vklopi razum, ne vzemi račun. Zdaj pa ravno v naših vodah pa vidimo, da je veliko sive ekonomije, nelojalne konkurence, to je tisto, da lahko delamo vsi vse. In tukaj mislim, da tudi iz tega vidika bi lahko malo bolj napolnili davčno blagajno, ne. In to je tisto, kar je Diana poudarila. Mi mislim, da smo nekje na prehodu. Zelo radi smo se včasih primerjali s Švico. Ne. Zdaj smo nekako ponosni na sosednje naše države, urejeno Avstrijo. Ne. Avstrijo tudi delamo bolj od tega razuma, ne, kontrole, neke discipline. Mi smo na prehodu tudi Balkana. No. In to je, a veste, je dejansko vpliv te družbe, da radi mi malo zaobidemo kakšen zakon, ne, zaradi tega mislim, da vsaj na začetku bi bilo zelo dobrodošlo, da nekje nek fleksibilni nadzor sistema nad izvajanjem te dejavnosti, nad izdajanjem računa, torej davčno disciplino, ne, pa tudi konec koncev ne samo mi, ko izdamo račun, ampak tudi tisti, ki nam ga konec koncev potem plača. Mislim, da... Žal, če dovoliš pri Balkanu, tisti, ki gredo v globje, Hrvatje in Srbi, eni žive v Evropski uniji, eni daleč od njih, imajo te stvari urejene. V tem smo Slovenci najbolj balkanski. Žal, ampak priznajmo, da ne bomo žali ostalih, ki so tukaj naredili red. In že če bi našim nečimrnost padla z glave, pa bi pogledali, kako so ti členi napisani pri državah, ki sem jih ravno kar imenoval, bi imeli kup rešitev, ki bi bile primerne in bi se jih dalo zlahka implementirati. In jaz ne sprejemam argumenta po toliko letih, da enostavno jih je premalo v službi, ki bi to delali, ker smo jim dovolj pogosto, dovolj jasno v prevodih in v originalnih tekstih vse te rešitve dostavili. Se pravi, je treba v glavah in jaz bi si želel, da bi država najprej pametno opredelila zadeve, potem pa šla v tisti represivni del, da to tudi kontrolira in nadzira, ne v obratnem vrstnem redu, ker verjamem, da je zdaj za marsikoga težko vse izmešnjavi, kako se prilagoditi. Podjetja tudi ne moreš danes na jutri ustanoviti, pripraviti, narediti poslovnega načrta in koncepta. Ta pravila igre morajo biti znana za par let, zato da se potem mladi odločajo že pred študijem ali pa med študijem, ali se pa ljudje odločajo za prekvalifikacijo, ali pa se odločajo za to, da bodo poleg neke dejavnosti zraven stavljali. Važno je, da so znana pravila igre. In ko so, potem seveda z velikim veseljem podprem tudi to, da se zahteva, da se jih uveljavlja in kontrolira. Ampak če so znana, jih je tudi preprosto kontrolirati, ker se ve, kaj gledaš. In če ne znajo, naj vprašajo, v združenju imamo ljudi, ki jih bomo naučili, kako to kontrolirati. Smo pripravljeni to lahko v miru v imenu združenja reči. Če bi samo še to dodala, ne, manj kot je urejeno to področje, ne, več je potem tudi še večjega izkoriščanja posameznikov, ne, ker se posamezniki sploh ne zavedajo, kaj delajo. Ne. Mislim, jaz res se srečujem z zelo veliko osebami, ki pač želijo to delo opravljati in res na trenutke slišim take, da sploh ne morem verjeti. Ne. Mislim, ni na črno plačevanje in nobenih urejenih stvari. In pač seveda, ne, vsak posameznik na nek način skuša preživeti, želi tisto zaslužiti, se sploh ne sprašuje, ja, okej, saj sem pospravil sem recimo 50 €, ne, za to delo, super, ne. Ja, ne, na kakšen račun, na kateri račun, kdo je pol odgovoren, ne, za vse in za delovanje države in tako naprej, ne. Tako da mislim, da tukaj v prvi vrsti potem država zgublja, no. Ja, vse se sliši? Ne, se ne sliši. Ja, ravno z vidika te plačilne discipline, ne, tudi mi že v samem združenju vodnikov se zelo ne moramo, nekako nismo oglašeni, kar se tiče cenika, ne. Namreč bojimo se, če bomo dali previsok tarifnik, konec koncev tisto, kar si mi zaslužimo, to je približno, ne vem, od 180–200 € konec koncev na dan, bodo skočile agencije, morda naročniki, ne.
ne bodo zadovoljni, nas ne bodo več najemali. Nihče se ne želi izpostaviti z nekim normalnim plačilom, po drugi strani pa ravno tudi ta siva ekonomija niža naše cene. In mislim, da tukaj bi bilo res zelo dobrodošlo, da bi se dogovorili, no, in naredili nek tarifnik tudi glede na nočno delo. Pri nas recimo tisti, ki potujejo z avtobusi, spremljajo skupine, je ogromno nočnega dela, ne. Ločiti, kaj je spremljanje, kaj je vodenje. Konec koncev tudi, mislim, to je velika razlika vodenje na avtobusu, a ne, še in spremljanje, ne, kot recimo vodenje na terenu, recimo po mestu 2 ure, 3 ure, 5 ur, ne. Tu zaveščanje, pravzaprav postaviti nek cenik, seveda usklajeno s standardi, ne, torej kaj je spremljevalec, kaj je vodnik, kaj je v bistvu, ne vem, lokalni vodnik. Ampak ravno ta honorar, ne, višina honorarja je velik problem. Ne. Recimo nekdo bi lahko pri eni agenciji imel ta honorar morda leto dni, pa bo prišel nekdo, malo mlajši, ravno tako dober, morda dela preko, ne vem, študentske napotnice, kakorkoli, ne, in bo znižal recimo honorar. Tako da tukaj je potrebno povedati, da mi se predvsem zavzemamo za to, da bi ta poklic postal vredostojen poklic, v tem smislu, da seveda je težko zaslužiti z njim, no, ampak da bi se vsaj zvišali s honorarji, s kvalitetnim delom, a ne, če imaš kvalitetno delo, nekako tudi začneš s promocijo in da postaneš samostojen, da nisi obremenitev tudi državi. Mislim, da je to tudi interes, ne, države. Zdaj pa, če bomo vsi vse delali, ne, pa če ne bo nobenih regulacij, me res zanima, vprašanje imam za vlado, kakšne vidi posledice oziroma kako to misli izvajati, ne? Kje so posledice, kje so rezultati? Zanima nas konkretno, kje vidijo rezultate deregulacije in kje vidijo dejansko rezultate regulacije, predvsem v pozitivi. Super, hvala. Jaz mislim, da ste vsi danes super predstavili svoj poklic, zato ker ste odgovorili na marsikatero vprašanje, še prej sem ga postavila. Tako, hvala. Zdaj me zanima, če ima še kdo od vas mogoče kakšno vprašanje? Glede te regulacije, ne, sem razmišljala, kaj pa ta ideja, ne vem, podoben način, kot so kulturniki ali pa tonski tehniki, da dobiš tak nek status, pa se potem to... Nisem se zelo poglabljala o tem, tako da ne znam zelo dobro vprašati, ampak ta neka navezava. Da bi imeli tako nek poseben, recimo, status, no, tako kot je recimo delavec v samostojni kulturni, samozaposleno v kulturi. Ne vem, no, ker vseeno je turizem tako zelo nekako bi rekla tako gospodarska panoga, ne. Mislim, da večina teh poklicev je res bolj umetniških, nekega umetniškega izražanja, ne. Vse okej, se turistični vodnik smo tudi umetniki, ne. To je, ko je treba reševati kakšne situacije, moraš biti res umetnik, ne. Ampak, mislim, tako generalno gledano tudi, če smo čisto natančni, ne, uradno, ne, po avtorski pogodbi ne bi opravljal delo turističnega vodnika, ne. Tudi na avtorski pogodbi ni nikoli napisano, da delaš delo turističnega vodenja, ne. Ampak je predavanje o kulturno-zgodovinskih znamenitostih nekega določenega kraja, ne. Saj je, pač ne, kot vedno mi iščemo neke, bom rekla, kako je zaobiti te zadeve, ne, ampak to je predvsem zato, ker se enostavno ne moramo zorganizirati in da bi res dobili eno dobro, ustrezno rešitev, ki bi omogočala pač posameznikom, ki mogoče ne morejo biti celo leto delati, ki ne morejo biti SP, ker vemo, ne, da pač SP v Sloveniji je visok strošek, zato da uspeš ti preživeti kot SP, moraš res, pravno zadnji sem se tudi pogovarjala z eno punco, ja, jaz ocenjujem vsaj enih 1500 evrov na mesec, čez celo leto, ne, si postaviti pač, če želiš prideti skozi z vsemi prispevki, s vsemi stroški, ki jih imaš zraven in potem seveda, da tudi preživiš v končni fazi, ne. Pa tukaj ne govorimo potem, da si, ne vem, nek bogataš, ne, ampak toliko, da pač prideš čez mesec, da si lahko kupiš za, ne vem, tisto, kar rabiš za osnovne življenjske potrebščine, kar se tiče bolniške in teh stvari pa res nismo načeli, ne, ker seveda, ko si tako obremenjen, neko kratko obdobje, ne, recimo en mesec dni res napolno, ne, se potem čez leta, če si ne znaš pravilno urediti in če si ne znaš tudi vzeti včasih reči, tlej, ne morem, ne, preveč bom pregorel, si moraš sam nekako začeti iskati tisto, da se ustaviš, da zadihaš,
ker se ti, če ne začne poznati na zdravju, ne. So posamezniki, ne, ki delajo pač delo spremljevalca in vodnika, ki imajo tudi precej hude zdravstvene težave že kot posledica, ne, toliko letnega ukvarjanja s tem poslom. Tu so stresne situacije, reševanje raznih stvari. Mislim, na poti, ko si recimo z gosti, ko greš na primer iz Slovenije ven, po različnih državah se ti lahko zgodi vse živo, ne. In to so zadeve, ki na začetku si jim precej enostavno kos, ne. Bolj kot si starejši, ne, bolj so pa zelo obremenjujoče, ne. In potem, ko je treba razmišljati o kakšni bolniški, ne, recimo, ne, da se zgodi, da zdaj jaz, na primer, ta mesec ne bi mogla delati, ne, bi že bilo zelo tako, no, že zelo ne bi bilo fajn, ne. Tako da, pravim, no, morda na nek način ti vpliva, bolj da si zdrav, ne, ker veš, da ne smeš zboleti, ne, ko pohvali, da zboliš, ne, tako da. Še več bi mogel zaslužiti na mesec, zato, da bi si pač mogoče dal nek fond nekje, ne, da veš, če slučajno pride primer, da mogoče ne moreš, ne, da imaš nek obdobje, ko je sezona, pa ne moreš delati, pa da ti izpade dohodek, ne, da si lahko potem iz istega prikriješ, ne. Mislim, pokriješ v bistvu izpad dohodka. Ja, tako da. Ja, številke, ki si jih naštela, so za preživeti, ne? Ja, za preživeti, to je to. Tukaj ni številk za pokojnino, pa za naslednje generacije. Ampak da skušam Tjaši odgovoriti primerjavi s kulturnimi delavci, tam gre vendarle za posamične umetniške projekte, ki so težko enakovredno merljivi finančno. Kvalitetno vodenje, kjer seveda gre vedno za osebno interpretacijo in način, ampak vendarle mora biti nekje tudi obrtno, če tako rečem, opredeljeno. Zato, da bo gost, ki to stvar plača, dobil jasno opredeljeno storitev. To je tisto, kar bi mi radi, da to ni nek maček v žaklju. In se zato zavzemamo bolj za opredeljene jasne oblike, kot pri umetnikih, kjer je dostikrat težko oceniti, kaj se bo z nekoga razvilo, kam bo šel v svoje potenciale razvil. In seveda sem vesel, da jim družba da kakšno možnost. Samo ne da se tega čisto spraviti v enak koš. Tudi nekaj naših kolegov je potem se preživelo na tak način, da so bili samostojni delavci, da so bili fotografi in podobno. Ampak vse zato, ker so ali pa smo iskali rešitve v neki državi, ki sama ne ve, kaj bi tukaj rada z nami. Še kdo mogoče? Ja, drugače moram reči, da smo tudi organizirali, recimo, da smo imeli predstavitev avstrijskega primera, ne, kako imajo tam urejeno, in tam je res super, ne. Mislim, tam dejansko lahko prijaviš pač za neko obdobje. Mislim, da se prav prijaviš na gospodarski zbornici. Imaš to omogočeno v glavnem in v tistem času, ko delaš, ne, ko si tam prijavljen, pa pričakujejo od tebe plačevanje nekih sorazmernih prispevkov, seveda ne v taki višini, kot je za klasični SP, ampak pač za tisti čas ti imaš možnosti staviti račun. In si iz tistega, kar zaslužiš in kar napišeš na račun, potem tudi plačuješ neko dodatno zavarovanje in tako naprej, ne. Pri nas prav zato, ker ni te možnosti, ne, se stimulira ravno nasprotno, pač siva ekonomija, to, da se ljudje, si ne morejo privoščiti biti SP uradno, ne, da potem iščejo vse neke druge možnosti, kako pravzaprav pride do zaslužka, ne. Tako da ja, ne vem kako, ne, mogoče da bi res enkrat se malo zgledovali, ne, po kom morda, ki nam je bliže, ne, ker so dobri primeri, ne, in obstajajo sigurno take, bom rekel, variante, da lahko normalno delaš, ne. Ja. Bi še kdo, ki to da mogoče iz publike oziroma vas? Zelo pomembno lokalno prebivalstvo, ne, domačini. Mi tudi v Ljubljani, naprimer, sploh ni problema tujih jezikov. Torej, dejansko vodenje v tujih jezikih, ne vem, ima 17, mislim, da turizem Ljubljana. In mi sploh kot majhna država smo itak že nagnjeni k temu, da govorimo veliko tujih jezikov. Ne, vsaj minimalno 3, mislim, da zdaj je že kar popularno. Z vidika bi še jaz tukaj izpostavila, ne, večkrat nas takole malo zavajajo tudi predstavniki vlade, a ne, oziroma predlagatelji zakona, da nas bodo počasi zamenjali digitalni sistemi. To je bil tudi eden izmed argument črno na belem, ne, in sicer digitalne, torej promocija, digitalni, mogoče bookingi, digitalni, ne vem, vodniki in tako naprej.
Ravno, no, da je bilo marca lansko leto, smo bili na tej okrogli mizi turistika, torej izidi lokalnega turističnega vodenja v Portorožu in tam smo zaključili pravzaprav, da je ravno ta izkušnja z domačim lokalnim vodnikom, no, sicer to ni uradni naziv, ne, je vodnik turističnega območja, je dodatna vrednost, pravzaprav neki izkušnji in ravno mi toliko govorimo tudi v tem smislu zgodbarjenje, izkušnja. Ko ti govoriš o svojih, ne vem, dedih, babicih, kako so živeli, hkrati pa seveda v strokovnosti, ne, da ne bomo mi pozabili, da je potrebna strokovna interpretacija, ne, ogromno znanja, torej zelo kompleksnega znanja. Zdaj pa z vidika digitalnega sistema, ne, glejte, digitalno zdaj do določene mere absolutno je to zelo priporočljivo, dobrodošlo. Namreč digitalno predvsem uporabljamo za promocijo. Torej, digitalni sistemi so ponavadi do tiste točke, dokler gost ne pride v neko območje. Ko pride v neko lokalno območje, je zanj zelo pomembno, da ga postreže strokovni, morda turistični delavec v restavraciji, da ve, kaj je kozarec za belo vino, kaj je kozarec za rdečo vino, namreč to se že tudi dogaja, ne? Da imaš elitnega gosta, ne? Tudi jaz veliko delam z rusko govorečimi gosti in da imaš takšne situacije. Ne? In ravno tukaj še enkrat poudariti to kakovost in odgovornost lokalnega prebivalstva. Z drugega vidika, no, mi smo zelo veliko tudi podajali določene primere, ne? Interpretacije tujih vodnikov, ne? Ali je njim res v interesu, da oni pravilno interpretirajo, da dejansko iztrženo po eni strani, ne, na nek ljuden način, prijeten način, seveda za vsakega gosta po njegovi meri največ. Torej nekdo, ko ne bo zainteresiran, da ne boš poslal v neko trgovinico. Ne? Mislim, mi gremo vedno tukaj v tole Piranske soline, so zelo zadovoljni. Ne? Ali bo tuj gost, ki prihaja, ne, enkrat, ne vem, a bo vedel za vse te mogoče trgovine, torej zaangažiral samega gosta ali pa skupino, da bodo kaj kupili. Tako da ta vidik, torej digitalna promocija je stvar hitre rezervacije. Ko je gost tukaj, govorimo tudi večinoma zdaj v individualnih gostih, nekih mogoče mi v zakonodaji pozabljamo, ne? Mi govorimo samo o skupinskem, o masovnem turizmu, torej gremo dejansko sistemsko, teoretično razlagamo o strategiji, butik, kakovost, a v bistvu v realnem stanju se ne zavedamo tega dovolj. Ne? In jaz bi rekla, a bomo zdaj čez 10 let imeli še vedno teorijo, ali bomo dejansko to teorijo prenesli na prakso z vsemi temi argumenti, katere smo mi danes izpostavili. Kar se tiče recimo vodništva, ne vem, če si opazila, zdaj imajo tle v mestni hiši ta touchscreen, pa no, veš, kao Ljubljana Today in Ljubljana Before, ne. Mislim, skupine ne bi nikoli prišle do tega, ne. Jaz sem ugotovila, da jim je res super pokazati te slikce, ne, ker pač, ko se sprehajam po mestu in povem seveda, da je bila Ljubljana zelena prestolnica 2016, ne, vprašanje, če kdorkoli, ko pride tako prvič, sem sploh ve to. Ne pozna, res ne. Mi si mislimo, da ne vem, kakšna promocija je bila v tem smislu narejena, ampak ni bilo to njih ne vem kaj, ne. Tako da večina italijanskih gostov nima pojma o tem, sploh ne vejo, da to obstaja, niti kaj to je, niti kako to izgleda. In potem se sprehajamo in pač recimo tudi na Kongresnem trgu razložim, kako je bil pač, kakšen je bil prej, kaj smo uspeli narediti in to, ne. Ampak prideš potem k temu, prav čisto na začetku je pri varnostniku in je še tako postavljen, da ko prideš skozi vrata je na levo, ne, da ja, ne vidiš, ne. Mislim, res nisi pozoren, ne. No, jaz sem pogotovila, da mi je super, ne, ker imaš pač touchscreen sistem, uporaben top in imaš slikce, ne, kako je bila Ljubljana, recimo, kako je bil Kongresni trg prej, in kako je Kongresni trg danes, ne, in ko vidijo je, super, ne, to za ta male, ne, šolarji, super, sem da, ne, tukaj v bistvu je ta, bom rekla, podaljšana roka nekoga, ki je človek, ne, in ki ti vseeno, bom rekla, si vseeno pomaga tudi z rešitvami, ne, ki so lahko dobre, ampak ni pa nujno, da pridejo vsi do teh rešitev, ne, mislim tako, ne, so lahko tudi same sebi namen, ne. Ja, pa tudi interpretacije, mislim, da je zaključila, ne, take interpretacije, se to mi že ponavljamo, no, interpretacija, ne vem, Plečnikove knjižnice, ne, da je pač to nekaj socialistični, komunistični objekt, ne, potem, da je France Prešeren, to so bile naši pač vodniki priča tovrstnim razlagam, ne, Krištof Kolumb, potem Postojnska, predjamski grad, no, po Postojnski jami, ne, vodnik večinoma govori o nekih utrdbah na Hrvaškem, koliko je tam fajn, sicer tukaj imate tudi predjamski grad, ampak tam je pa še toliko boljša, ne. Da je kolegica ena spremljevalka iz Italije, ne,
dejansko hotela prepričati, ker je toliko reklame, oziroma na Hrvaškem je toliko reklame v Postojnski jami, da Postojnska jama je na Hrvaškem. Jaz sem imela primer izraelskega spremljevalca, ki je želel mene samo kot tehničnega, da ga bom pripeljala, nikdar ni bil še v Sloveniji, da bom pripeljala do Postojne. Zdaj, jaz izraelskega jezika ne poznam, oni govorijo tudi rusko, ampak sem nekako le razbrala, da dela večinoma primerjave. Tam je na Hrvaškem, to vidite, v Sloveniji imate tudi to, ne da mi tiste bistvo izpostavimo v bistvu gostom. Tako da tudi med drugim je bila tudi taka že izjava, to, kar pravimo, kako mi ohranimo tudi kulturno naravno dediščino in našo kulturo, da slovenski jezik je eden od hrvaških dialektov. To je bila pa ta zadnja takšna dejansko izjava, ki pravzaprav je res odgovorni smo vsi, kaj bomo mi s turizmom na tak način v budućnosti. Ne, se ti postavi vprašanje, predvsem, če govorimo o odnosu s Hrvaško, da pri njih pa seveda to niti podrazno ni možno. Vsi ti azijski gosti, ki se dnevno sprehajajo tukaj, vse jih sam, mislim, če hodite kaj po Ljubljani, vidite, tega res je ogromno. V Ljubljani ne bodo imeli vodnika našega. Čim pridejo na Hrvaško, je konec debate. Da morajo najeti njihove vodnike, zato ker imajo zakon tako napisan, pa so le tako v Evropski skupnosti in je vse v skladu z vsemi direktivami. Sam pač oni vidijo v tem svoj interes, vejo, da pač morajo lokalni skupnosti dati v končni fazi tudi tisti nek mali kruh, pa koliko že ga je, Ne, pri nas lahko, bom rekel, se Mislim, ni da je zdaj to, da hočeš nekaj omejevati, pa ne smeš pustiti, ker vidim, jaz ko malo berem vse te komentarje, vidim, da tako so te nove generacije tudi ekonomsko vzgojene, v tej liberalni ekonomiji in da kaj se zdaj vse nekaj birokratiziramo in da kaj rabimo neka pravila in tako, Pač rastejo čisto drugače gor, Ni kar tako preprosto to, Ne moreš razumeti, kako lahko pač v tisti drugi državi pa funkcionirajo stvari, In jim je v interesu to. Ravno mi smo, smo ravno v predlogu zakonu ravno to izpostavili. Govorimo o evropskih direktivah o prostem pretoku storitev in pa tudi o ukinjanju kvalifikacij za poklice, zato da bi v Evropski uniji verjetno vsi lahko prišli do poklicev, tako tudi do določenega vodnika v Sloveniji. Hkrati je pa Diana zelo lepo izpostavila, da Kitajci, Korejci, Izraelci pa zelo neradi najemajo lokalne vodnike. Ali so oni v Evropski uniji, ali so oni morda izven Evropske unije in za njih kakšna direktiva velja. Namreč direktiva pa se vedno pravi, da gre za občasno delo. Nas tudi imamo vprašanje, kaj to pomeni občasno delo, kako ga bodo nadzirali to občasno delo, kako je sploh zakonsko opredeljeno občasno delo, ali je to enkrat na mesec, ali je to enkrat na leto, ali kakorkoli. Tako da z tega vidika mi smo res ena taka oaza prostega trga in korupcije in sive ekonomije vedno bolj. Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, vse imajo to urejeno. Jaz sem hotela dodati, ker sem med študijem delala v knjigarni na Čopovi, kjer je tudi ogromno spominkov in tega je ogromno. Opazno vsako leto več turistov. In meni se je zdelo nenavadno, kako azijski turisti vedno plačujejo v kunah. In to ni bilo enkrat, pa 10krat, to je bilo konstantno se kune. Jaz sem se spraševala, za njim niti na avtobusu ne povedo, da oni menjajo državo. In recimo, to se res dogaja skozi. Jaz pravim, it's Slovenia, it's European, but ni več kuna, it's Croatia. Se je zelo podoben primer, da sploh ne vedo iz recimo prihoda Trsta v Hrvaško, ne vedo, kaj s to našo obalo, ker imaš italijanski napis, imaš slovenski napis in to je lahko Italija, hkrati pa si Hrvaška ima največ morja, pa ne bo še Hrvaška. Dejansko pride do tega nerazumeva, da niti ne vedo, da imam 46 kilometrov obale. Zdaj na žalost učinkovito vedo, da imajo med Slovenijo in Hrvaško. Ker je škoda za oboje turizem. Ampak spet zato, ker smo pa nismo v Evropi oboji. Pa kaj točno zdaj ta deregulacija pomeni? Pa to je neka, bom rekla, splošna ekonomska doktrina, ki se rodi seveda v Združenih državah Amerike, kakopak, Jaz mislim, da tam že v enih 70 letih po moje, Tako da to je že zelo stara stvar, Sam pri nas vedno vse pride malo tako z zamikom, Ko tam že ugotavljajo, da to ni bilo njih najboljše,
pri nas mi pa zdaj bi pa to implementirali, ne. Ker recimo, ne vem, če gledate, tudi nekaj zadev sem jaz poslušala, ki govorijo o tem, da zadnja ta kriza, gospodarska, svetovna, finančna, kakršnakoli že, je v končni fazi posledica res deregulacije bančnega sistema v Združenih državah Amerike, ne? Ker so se določeni posamezniki, zdaj ne me vprašati, kje sem te angleški priimki, to je zame pretirano, ampak gledala sem ful nekih dokumentarnih oddaj, ampak prav določeni, ki so še zdaj zelo visoko v politiki ameriški, ne, so pač omogočili deregulacijo bančnega sistema in s tem posledično dajanje vseh teh navideznih kreditov in tako naprej, in kar je pripeljalo v zlom. Zato se zdaj pa so začeli malo drugače razmišljati, ne, da to pa ni glih najboljša rešitev, ampak to govorimo recimo o bančnem sistemu, ampak deregulacija je pa potem, težnja tega je, da pač enostavno je tisti, ki odloča o vsem trg, pač tisti, ki so odjemalci neke storitve, nekega, ne vem, izdelka, česarkoli, so tisti, ki sami presodijo o kvaliteti, ne? Ne, da o tem presoja nek organ, neka organizacija, nek izpit ali kakorkoli, ne? Ampak da so potrošniki tisti, ki sami odločajo, ne? Seveda zato, da ti uspešno izvedeš tako deregulacijo in da to res funkcionira, moraš imeti, po mojem mnenju, zelo visoko izobražene potrošnike tudi, ne? Ki se točno zavedajo, kaj lahko pričakujejo, ne? Da potem posledično recimo, da se postavijo standardi, ne? Te ISO standardi in tako naprej, ne? Če imaš ISO standard, pomeni neko kvaliteto. Zdaj pomeni, da tudi potrošnik ve, kaj pomeni, če najame nekoga, ki ima standard, ali pa nekoga, ki pač standarda nima, ne? In da je to vse prepuščeno tistemu, ki se odloča, da bo opravljal neko delo, nek poklic, da bo izdeloval nekaj, ne? Da ga sili pač v to, da sam skrbi za to, da je čim bolj kvaliteten, ne? In potem posledično se trg odloča zanj, ne na osnovi nekih preverjanj. To. Ampak trg se ne odloča za kvaliteto, ne? Ja, se ravno to. Smo že nekako spostavili, to je bil projekt konkretno pristojen na Ministrstvo za gospodarstvo, P10, to je prenova reguliranih poklicev, med njimi tudi, ne vem, so bili grobarji, gradbeniki in tudi družini vodniki. Namreč ta projekt se je moral zaključiti, mislim, da z decembrom ali pa z januarjem letos, ne? Zaradi tega je prišlo do deregulacije. Zdaj, te dve direktivi o ukinjanju kvalifikacij za poklice, torej nasplošno Slovenija, Bruselj, konkretno, so dejansko omenili, da mi imamo 300 nekaj poklicov, da jih je preveč. Zato tega, da bi lažje vsi ostali iz Evropske unije, ne glede na ali znanje slovenskega jezika, ali ne vem, določene pogoje, recimo, ne vem, restauracija, gostinstvo in tako naprej, prišli do tega poklica, ne? In enako se je zgodilo z turističnim vodnikom, ampak po drugi strani direktiva je predvsem, direktiva predvsem zagovarja dobesedno kapitalizem, no? Liberalna politika, na račun državljanov in mislim na račun dela državljanov, in pa tudi po evropskem standardu pa zelo dobro tudi opredeljujejo, da oni so za nek svoboden pretok, ampak naj se država opredeli, kateri poklici so res za deregulacijo, kateri pa imajo vseeno vpliv, torej in na javno dobro, v tem smislu na zdravje, na varnost, ne, in tukaj nas predlagatelji zakona res zelo, zelo konkretno pravijo, da ne, da mi nismo v javnem dobru in iz tega vidika mi pravimo, če smo mi odgovorni destinaciji, odgovorni tudi državi, kako mi interpretiramo zadevo, odgovorni konec koncev, odgovorni do tega, kakšno pričakovanja, ali se bodo izpolnila pričakovanja gosta, to je tisto, kar je najbolj pomembno, mi imamo lahko tako digitalno promocijo. Zdaj, naprimer, če bomo mi začeli z zeleno shemo, z butičnim, kakovostnim turizmom, čez 10 let pa ne bomo imeli dejansko 5-zvezdnih hotelov, ne bomo imeli dobrega servisa, ne bomo imeli kravat, mi delamo dejansko strategijo za zahtevnega gosta. On bo videl masovni turizem, če gremo mi na Bled, glejte, mislim, avtobusi, hvala Bogu, zdaj grejo lahko nekako na parkirišče, ampak ni sistema v praksi, in tukaj pa potrebna ta regulacija, nadzor, sistemskost, da
Jaz pač ne verjamem več v to, da bo država karkoli uredila, ampak je kakšna varianta, da vi znotraj svojega poklica, ne vem, zaščitite neko to kvaliteto. Ja, zdaj tukaj bi bilo smiselno pač upoštevati, ne, da obstajajo recimo standardi, ne, kako naj bi potekalo neko izobraževanje. Ne. Sej to je tudi, jaz mislim, da tukaj je nekaj na tem, ne, da bi prisilili potem recimo tudi v končni fazi društvo, ne, združenja, kakorkoli že, turističnih vodnikov, ne, da bi mogoče potem to društvo nudilo, ne, izobraževanje in da bi pač preko tega izobraževanja pol znotraj društva, ne, če se najame potem posamezniki, ki so znotraj društva, ne, da veš, da jamčiš za določeno kvaliteto. Ne. Ker pač standardi, kako naj bi potekalo izobraževanje za turističnega vodnika, so jasno napisani, jasno opredeljeni, kot je rekla prej Nika, jih je Slovenija tudi podpisala, da jih bo implementirala v svoj sistem, ne. Ampak zaenkrat jih še ni. Noben od tečajev v Sloveniji, tudi taki ga nekako imamo za recimo nekega vzorčnega ali pa dobrega, ne, torej ljubljanski, ni narejen na tak način, ne. Zato, ker v bistvu evropski standard za izobraževanje vodnikov predvideva minimalno 600 ur izobraževanja iz različnih področij, ki zajemajo v končni fazi tudi računovodstvo, tudi v bistvu ta aspekt, recimo, kako si finančno konstrukcijo narediti, ne? Marketing, kako se promovirati, recimo, kot posameznik, ne? Da potem, ne, ker pravim, pri nas obstajajo neki tečaji, ne, so zelo kratki, narediš tisti izpit, ampak potem itak moraš 100 milijonov tečajev še narediti. Tlele pri evropskem standardu pa pač enostavno narediš vse v paketu, je sicer pač drago, ne, recimo ne me vzeti za besedo, ampak jaz mislim, da za Dunaj, če hočeš postati vodnik na Dunaju, jaz mislim, da je cifra tam okrog 4000 evrov, ne, za tečaj. Ampak seveda, za ta tečaj ti praktično leto pa pol hodiš na izobraževanje in te izobražujejo ne iz zgodovine in geografije toliko podrobno, tisto je eno področje, ampak te izobražujejo predvsem iz tega vidika prakse, psihologije gosta, kako ravnati v določenih situacijah, ta finančni vidik, računovodski vidik, vse to, ne, da potem na koncu, da ti veš, prideš ven in veš, kaj je tvoja. In da ti veš, zakaj potem za cel dan rečeš italijanski skupini, da je tvoja storitev 450 evrov, ne? To je, ne? Za en dan. Ni investicija v to dejavnost samo cena, kar že je, ampak leto in pol časa. Tako. In ta del, ne, tudi pri nas pač tisti, ki že vodimo, smo toliko in več časa že investirali in nam seveda tudi ni vseeno, kaj nekdo glede tega počne. In to je zagotovilo nek kvalitete. Zdaj pa, tako kot na vaše vprašanje, mi lahko v združenju naredimo izpit po standardu, ampak še vedno bo lahko kdorkoli ta poklic upravljal, ne? Ker ni reguliran, to pomeni, da ne predvideva nadzora, da ne moreš dejansko dati kazen tistemu človeku, ki vodi. Zdaj pa, glede na to, da smo pa ravno na takem trgu, ker mislim, da ne vedno žal cena pomeni kakovost, da se marsikdo tudi odloča za nižjo ceno, pa čeprav on nima tovrstnih izpitov, izobraževanj. Iz tega vidika recimo država pravi, da bo trg zadevo reguliral na tak način. Da bo trg sam odločil, kaj oziroma kaj narediti. Seveda tudi recimo hrano bolj kakovostno slovensko, ampak bojo ljudje večinoma še vedno stremeli k manj tem, ker pač če šparati. Tukaj ta vidik ni pomembna, ne gre samo za ceno, gre za ravno to kakovost v smislu trajnostnega razvoja, butičnega kakovostnega turizma. So primeri, recimo v Angliji, Anglija je tak primer, da tam ni regulacije, ampak obstaja pa seveda institucija, ki jo verjetno vsi na svetu, ki karkoli delamo kot turistični vodniki, poznamo. In to so tako imenovani Blue Badge Guides. To je institucija, dobesedno, ker to ima zgodovino, zdaj, mogoče Gregor ti veš, jaz mislim, da po moje tam iz 50 let, 1950, da so že začeli. In oni res imajo te tečaje, da postaneš Blue Badge Guide, ampak tečaj je to tečaj, mislim, ti res investiraš, to je denar. Mislim, to so take cifre, da tako sosedeš in rečeš, pa ste večji, so profukljeni, ali kaj, mislim, toliko denarja moram jaz investirati v to. Ampak ja, posameznik ga investira
ima Blue Badge in s tem se ve, kaj to je. Se pravi, Blue Badge Guide je čisto nekaj drugega od kogarkoli drugega na tržišču, ne. Seveda, Pravi ne. sta dve skrajnosti. Tako, ne, ja. V bistvu. Mislim, več nekaj normalnega. Nekaj takega si mislim, da bi hotela imeti Slovenija, ne, v tem smislu, da bi se zdaj to. Zdaj, vprašanje je res mogoče tudi na nas, koliko smo mi, tako kot turistični vodniki, zreli, da bi se spopadli mogoče s čim takim, ne. Po moje, da mogoče pa bi lahko, ne vem. Jaz mislim, da kader, kar se kadra tiče za izobraževanje, kar se tiče posameznikov, ki imajo izkušnje in tako naprej, in ki bi lahko delili to znanje, jaz mislim, da nas je kar veliko, no, takih, ne. Ki imamo res že dolgoletne izkušnje, ki bi res lahko kaj takega naredili, ne, Ampak še vedno je potrebno z direktivami urediti dejansko spet tudi vedeti, ne, ena dejavnost, tuji ki je vodniki pri in je nas, ne. prav, da je regulirana izobraževanje, ne. Ja. Se pravi, če kdorkoli od nas ustanavlja podjetje, lahko registriraš praktično vse razne izobraževanja, ker ima seveda svoj smisel in dokler na državnem nivoju ne vemo, kaj bi radi, je težko postaviti izobraževalne programe. A vi še vedno upate, da država bo vedela, kaj bi rada? Tega jaz ne upam, jaz samo pravim, da zahtevam, ker konec koncev vsi državni uradniki so nameščenci, ki mi dajemo plačo. Oni si pač mislijo, da oni odločajo, mi moramo pa delati in to je narobe, ne. Državljani bi morali to obrniti. Oni so naši nameščenci, uradniki v večini, ki dobivajo plačo in bi se morali presnet bati, da če z njihovim delom nismo zadovoljni, da bodo brezposelni. Ampak očitno na nobenem področju ne odgovarja. Dokler ne bo tega, dokler ne bomo poskrbeli, da če ne delajo dobro, da so brezposelni, ne, in da bodo videli, kaj pomeni prekarno delo, ne, potem bo to težje. Enostavno je pač to, je treba zahtevati, ne, aktivne državljane, glasne državljane, zahtevne državljane, ker vse to izobraževanje in ostalo, zagotovo Slovenija ima kader, ki je to sposoben, ampak to so procesi, ki trajajo, ne, in jih je treba postaviti in tudi smo že sedeli v odborih, ki so delali tovrstne programe in se potem vsaj zaenkrat umaknili, dokler ni jasno, kam bi država šla. Sva tudi midva na takih sestankih bila, pa bo pa pač počakala čisto resne izobraževalne profesionalne ustanove, ki bi se takoj letile tega projekta, če bi vedeli, da pač je politika države na tem področju za 5 let naprej. Recimo, vse poznate, ne, vi ste zdaj že ta, New Generation, ne, free tour, ne, ta koncept, veste, zakaj gre, mislim, tako vam je to znano, ne. No, pol imate pač vsak dan ob 11 pri Frančiškanski cerkvi možnost, da se odležite free toure, ne, ki jo pač promovirajo povsod. Jaz moram reči osebno, povem izkušnjo, sem bila že na več free tourah po različnih mestih in ni slaba izkušnja, ne. Ideja je namreč sledeča, ne, da čisto vsako mesto naj bi posamezniki, ki pridejo, večinoma so to individualci, ne, res spoznali s pomočjo turističnega vodnika, ne, se pravi, da te pelje nekdo po mestu, da ti ga razkaže in tako naprej. In ta organizacija, ne, najbolj znana je Sandemans, ampak ta ni v Sloveniji. V Sloveniji čisto neki pač po svoje so naredili, ne. Klasika vedno, ne. Mi smo biti vedno bolj pametni od ne vem koga, ne. V glavnem, ta organizacija pravi, ja, vsem turistom je treba to nuditi zastonj, for free, ne. Ampak, je vedno en ampak, ne, ker pač na koncu je to tako zastavljeno, da v resnici tisti vodnik, ko ti na začetku da dobrodošlico, ti pove, ja, dober dan, dobrodošli v Ljubljani, ali pa ne vem, v Barceloni, ali pa v Amsterdamu, ali kjerkoli že. Tako dobili ste ta letak, vabilo na free touro, na zastonj sprehod po mestu in tako naprej. Jaz sem ta pa ta vodnik, ki bo skušal v 4 urah res navdušiti, ne. Glejte, če boste res zelo navdušeni, ne, lahko na koncu tudi kaj pustite, kakšen tip. In seveda vsi pustijo. Zakaj? Zato, ker se ta vodnik tako neverjetno trudi, meče se dobesedno na trepalnice, na zobe in še kam, ne, da res naredi tisto delo, da ti se srce razpara, če mu ne daš nekaj, ne. No, in seveda za to ne da nobenega računa, nič vklopi razumi in vzemi račun, nema to, ni, ne. Tako da, no, recimo Blue Badge Guides so se trenutno zorganizirali, ker pač seveda tudi tukaj
se je jasno razpaslo pač izkoriščanje teh posameznikov, ki delajo frituro, ne? Tako da morajo del tistega svojega kao tipa, ki si ga oni v prvi vrsti zaslužijo, ne? Recimo jaz osebno povem, jaz sem dala recimo, ko so šla s partnerjem na te friture, so dala vsak po 7 evrov pa pol, 15 evrov so dala, pa so bila samo 2. V skupini nas je bilo po povprečju tam okrog 30, ne? Jaz sem privošla, jaz bi, mu dam denar, razveš, ko vidiš, da se je potrudil, ko je res dobro naredil, ko je res užitek in je bilo fajn in se lahko pogovorila, ne? No, problem je v tem, da zdaj se je to tako spet izrodilo, da tisti, ki je kao krovni organizator tega, pobira del tipa, ne? A veš, in spet, kako je ta človek plačan, spet nima nobene zaščite, nobene organiziranosti, nobenega SP-ja, nobene zdravstvene, socialne varnosti, ne? In Blue-Badge Gajci so se zdaj v Angliji zelo, so se povezali z, mislim, da nacionalno agencijo za marketing, za promocijo in so rekli, da pač se jim ne zdi prav, da se fritura promovira kot fritura, ker v resnici ni, ne? Pa na koncu dejansko plačaš, ne? Ti, če nekaj promoviraš, nekaj zdaj, če je for free, potem je for free, pika. Za 4 ure delaš, prehajaš po mestu in je for free. To je to. Ne moraš nič pričakovati v zameno, ne? In ne smeš niti tega povedati, ker namreč te vodniki pri frituri to na začetku povejo. That's the catch, ne? In to je to, ne? Sicer, bom rekla, meni zadeva tako v osnovi ni napačna, zaradi tega, ker res nekako sili tistega posameznika, da zelo dobro dela, ne? Ker pač ve, ne, da se bo s to kvaliteto in s tem, da bo res zanimiv, da bo zabaven in tako naprej, da bo pač pritegnil goste, ki mu bodo pustili. Problem je, ker se pač to začne zlorabljati, ne, kot zmeraj. Če ni kontrole. In Blue-Badgi so se res prav na nacionalni fronti, zdaj so rekli konc, ne more to biti tako. Ker to je v bistvu izrabljanje, izkoriščanje mladih posameznikov, ne. Tukaj v Sloveniji že tako je, ne, jaz sem slišala, zdaj zadnjič mi je razlagala, ko je dobila mail. Kar ja, da je primerna kandidatka za frituro, da kaj, če bi se dobila na sestanku, ne. In je bilo to poslano z nekega XY maila, ki sploh ni bil ne ime, ne priimek, in je tako, mislim, da je bilo prav čudno, ne, vse skupaj. Kaj pa je ta organizacija pri nas? Ne vem točno, vem, da mu ime Čak, ne. Je Sarija, on Ja. je Čak mu ime. Američan, Ja. ženski Američan in ona Slovenka. Ja. In on je s tem začel, zdaj je tudi razširil se še v neke druge države. Ja. In v bistvu on nima ne agencije, ne Nič. Ampak ima letake popolnoma vsak. In od vsakega pobere, ne. Vsakim hotelu A veš, imaš take. What? Zakaj pa jaz ne moram iti pa enostavno tja pred Frančiškansko in brez te organizacije in naredim frituro? Ja, zdaj ne vem, ne, zdaj veš, to je 4 ure dela, ne. To ni kar tako. To Ne pomeni vem, vsak ampak dan, zakaj no, ne mislim, bi ja. to Zanimivo je, da po grem obstoječi friture. zakonodaji bi bilo treba za vodenje imeti licenco. Kao, ne. Ampak inšpektor se je lažje priti Seveda, v eno ne. pisarno na toplo pa zahtevati prostega, moram dati pa gledati po papirjih, kot pride do njega, ki bo mogoče še, pač pa nič nemam proti njemu osebno, ne, bo mogoče še nazel pa nekam poslovali karkoli. Ni, da imaš v bistvu, recimo jaz načeloma ne bi imela, tudi se mi zdi, da je pravim, ne, jaz sem se sama udeležila teh fritur. Prvič, ko sem to videla, je bilo v Berlinu, se spomnim, že kar nekaj let nazaj. In valjda takoj, ne, fritur takoj, letak moj, ne, kaj je to, fritur, ne, itak te pritegne, ne, vse, kar je for free, te pritegne, ne. To obrnem ta pildek, ta listek in to preberem, in so kao, da best, ne, da je greva, ne, to je super, ne. In pol te tako seznanijo s tem postopkom, ne. Sej pravim, ni zelo napačna ideja, sem spet je problem ta, ne, da se ti pojavlja neka vzporedna organizacija, ki ne dela po pravilih, ne, ki v bistvu krši vse živo, ti po drugi strani se pa trudiš pač nekaj delati na pravi način, plačevati svoje prispevke vsak mesec, sestavljati račune in tako. In noben ne kontrolira tega, ne, mislim res, In to je že zdaj tako. izhodišče, no, da Ja. bi morda zaokrožili, je ravno izhodišče to že pri sedajni zakonodaji, a ne, ki je zakonodaja tako pa drugače, dopušča določene pač, ne, kako reče, Ja, mislim, da obvoze. Dejansko že zdaj nimamo reguliranega sistema, ne, pri zakonodaji. Zdaj nam pa dejansko ne predlagatelji resnično zakona
povedo, kako če bodo deregulirali, kako bodo to dejansko nekako urejali, ne? Sivo ekonomijo, izdajanje računov, če že zdaj se to dogaja. Torej mi že zdaj nimamo sistema ne za regulacijo, ne za deregulacijo. In najprej to, kar je Gregor izpostavil, potrebno pravila, mogoče neko prehodno obdobje, ampak pravila, neko delovno skupino morda vzpostaviti s stroko, za civilno inicijativo, z vlado in ne bodo zaprti med 4 prostori, ampak dejansko razmisliti, sistemsko urediti zadevo, mogoče neko prehodno obdobje, mogoče to res eden izmed predlogov, da se dejansko ugotovi, kaj bodo posledice deregulacije, kaj bodo posledice regulacije. Ne? Tako da, ja, recimo, to je... Vsekakor pa zdaj vratno nosne in pa še nekaj drugega. Ne? Mislim, da so tudi ta predlog oziroma nov zakon želeli sprejeti tudi iz drugih razlogov, ki so pa tudi, bi rekla, zelo netehne z enega vidika, tržna taksa. Ne? Enak problem, zvišati so potem tržno takso, zato da bi tržna taksa zdaj namenjena v bistvu proračunu občine. Ne? Vsak gost, ki pride, plača tržno takso. Zdaj so želeli povišati, to je predlog pač ministrstva zopet, takso, zato da bi določen priliv šel za promocijo države, za promocijo STO-ja. Zdaj, občine so si zelo različnega mnenja, ne? Ampak dejansko enak problem je recimo pri sobodajalstvu, torej oddajanje stanovanja, apartmajev, kjer ni kontrole, ne plačujejo takse, najprej naj se taksa pobere, ne? Da vidimo, koliko jo je in potem da vidimo, ali bomo zviševali nekaj. Namreč, če mi zdaj z 1,27 v Ljubljani, no, dvignemo na 2 evra je bilo predlagano, do 2,5, to sta samo dve območja, sta kandidati, ne, to so obalne občine in Ljubljana, ne. Ena družina, na primer, ko pride, plača lahko, ne vem, ali pa ena skupinca 40 evrov na dan, ne. Ampak pobrati takso, ne, ker je tudi veliko sive ekonomije, oddajanja, ker ni registrov, Airbnb je tipični primer, pa ne morejo. Treba je pa tudi povedati, čemu je potem taksa namenjena, ne, ker ta denar je v bistvu, to so namenska sredstva, ki se jih potem uporablja recimo delno za promocijo kraja, ampak večinoma za urejanje kraja, ne. Spet, če tega ne pobereš, če od tega nimaš nič, mislim pol, ne, tipičen primer so recimo italijanska mesta, ne, ali recimo Benetke, ne, ki veljajo za zelo drago mesto. Večina nas, ko gre na enodnevni izlet, valjda ne prespi, itak ne spiš v hotelu, ne, prideš s slovenskim avtobusom, ok, ajde že, ko si primoren, kaj morijo vmes, ko peš, res ne moreš priti do Benetk, ne, vzameš ladico plačaš, ajde, ne, dajmo reči, tisto plačaš, ne, pol tam, valjda si sabo vzameš ruzak s sendvičem, s kakšnim jabčkom, sokcom, vodo in tako naprej, da ja ne porabiš tam, ker je to drago, ne. Posledično v bistvu ne pustiš dejansko tiste ekonomije praktično nič. In zato so recimo v nekaterih italijanskih mestih začeli uvajati takse za turistične avtobuse. Ti, ko prideš v Benetke s turističnim busom, recimo iz Slovenije, jaz tudi povem, recimo, če imam slovenske turiste in povem, jim razložim, zdaj se bomo ustavili in bo avtobus plačal 200 evrov. Koliko? Ja, to je vstopnina v mesto. Itak ne boste nič porabili, nobenega denarja ne boste pustili, nekaj pač mora biti. Zato, ker vsak turist, ko pa pride, povzroča smeti, uporablja recimo javne površine in tako naprej, sedi sem, je treba to urejati, to načeloma pride iz javnega denarja ali pa iz turistične takse in če se to ne plačuje, če se to nikjer ne dobi, je potem dejansko občutek spet, da turisti težijo, ne, da kaj nam bojo turisti, ne, dobiš ta kontra učinek, ne. Tako da tudi tlele, ne, v bistvu res pri turistični taksi in pri, mislim, spet, ne da si proti Airbnb-u, ne, tudi verjetno marsikdo od nas se je že poslužil tega načina, da si šel prespat nekam, ne, ampak je treba gledati, kam pelje to, ne, ali je to cool, ali je to za skupnost dobro, ali ne. Vse za posameznika je v redu, si lahko dosti zaslužiš, veliko je teh posameznikov, ki si pač pomagajo in dobijo kar nekaj denarja notri, ne, sem spet, ali je to dobro za državo ali ne. Če bi enako delali kot vsi ostali, kot vodniki enako delali po nekem sistemu, ja, ne? Ampak ker ne delamo vsi po enakem sistemu, zdaj ne velja, zdaj ne velja, ne? Zdaj pa kaj je dobro za budućnost v skladu s strategijo butičnega turizma, ne? V Sloveniji to pa je glavno. Kako do realizacije? Potem bomo zaključili za danes. Jaz bi se najprej zahvalila gostom, ker so si vzeli čas in prišli, pa publiki, tudi če je majhna danes, nič publiki.
Dobro, hvala vsem. Jaz bi vas povabila še naslednji mesec, se pravi v maju, bomo imeli predvidoma delavce iz Trafik, ne smo rekli, se pravi, ja. Zato, ker tako, kot sem rekla na začetku, pač prekarni so čisto povsod. Tudi delavci v Trafiku so prekarni. Tako. Tako da hvala vsem še enkrat in lep večer še naprej. Hvala.